Prej si rekel, torej, da zelo majčken odstotek iskanj ali pa pogovorov, ali na Google, torej ta Google AI Assistant, ali pa na ChatGPT-ju, Gemini in tako naprej, konvertira v neke klike. Tle je bila ful zanimiva HubSpotova statistika, ki pravi, da je sam dobrih 7% trafika in pride kot referral iz LLM-ov. Torej v bistvu zelo majhna številka. Ko so pa naredili ločeno raziskavo o tem, kako so ljudje slišali za njih, je pa skoraj polovica prospektov rekla, da je predtem se pogovarjala z enim od chatov. In kar je bila še druga, tako kot si ti že rekel, zelo velika je konverzija. Torej, tudi največji pokazatelj namena nakupa, torej purchase intent, je bil ravno to, a se je nekdo prej pogovarjal s chatom. Ja, v bistvu res ni vse to, kar mogoče, tudi jaz sem pa gledal za Frodex, ali pa tako, v bistvu relativno majhna številka, tako v odstotkih, ampak ravno to, so se tudi pred epizodo pogovarjala, je, da vsebina, ki jo pa delaš, in potem, če ti pogledaš te landing page, ki imajo direktni obisk, ki je pač nekdo pa sicer Google, lahko še ali pa. Vse to se vidiš iz sebe včasih, če te res zanima, ampak greš pa prideš do rešitve, pa greš pa na Google, na Amazon, na ceneje, na mimo vrste, kamorkoli že. Ja, ne sej, chat orodja se postavljajo med kupca in našo spletno stran. Zdaj, ChatGPT od lanskega leta prej uporablja Bing za svoje iskanje, od lanskega leta uporablja SERP API, kar pomeni, da v bistvu naredi tak hibriden search po različnih iskalnikih, torej po Google, po Bingu, po pač v teh ostalih, ki obstajajo v SERP API-ju. Torej, te rezultati, ki jih on dobi, nimajo veze z rezultati na Google. Torej, če imaš ti spletne strani, landing page, ki dobro rangirajo na Google, tukaj raziskave kažejo, da ni nobene korelacije med tem dobro rangiranje na Google pa to, da bo tvoj link omenjen v ChatGPT-ju. Ja. Kratka, dost malo je prekrivanja in ni korelacije. Ne? Ampak ok, kaj se ti zgodi? Torej, kaj se zgodi? Ti v ChatGPT napišeš nek ta daljši stavek, kot si rekel, in kar ChatGPT naredi, je, da iz tega zgenerira 5 do 7 search queryjev, ki so dolgi tam 5-7 besed, torej takih long tail search queryjev, kar pomeni, da dobi od SERP API-ja nazaj, torej kjer požene vse te queryje, 30 do 50 strani. Dobi title, URL, torej celoten URL in pa neke osnovne, torej ta meta opis. Potem pa to obdela WebGPT, to je pa v bistvu OpenAI-ov model, ki se ukvarja samo s tem, da filtrira, rangira, procesira in prioritizira te rezultate.